Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes sem spet isto oblečena zaradi tega, ker je to moja pijama in rada se v tem mažem, tako da se opravičujem. Danes bom delala testiranje maske od Avona in pa še ta everyday makeup tutorial, ki ga lahko nosite za službo, za zdravnika, za delat, kar sem že rekla, za šolo, bilo kaj, ker ni preveč in pa vseeno zgledaš urejeno. Teda ja, če vas zanima, daljujte z gledanjem. Lukas je tu. Samo odprli. Diši. Ok, se sovražim. Mokre so. Ker je logično, vem, ker je to taka maska, ampak Ok, torej minilo je 15 minut, vzela sem si masko dol, zdaj pa my thoughts. Prvo kot prvo, če ste gledali moj prejšnji video, veste, da sovražim sheet masks, pač res konkretno jaz tega ne maram, ampak sem se vseeno odločila, da bom to probala in ta maska od Avona, moram reči, da je dosti boljše ostala na mojem obrazu, torej dejansko sem jo lahko imela gor 15 minut in nisem dobila živčnega zloma, tako sem dobila pri Essence, ker ni mi dol lezla, pač ni mi dol lezla, dejansko je ostala na obrazu, kar je ful super. Pa dišala je ful, kar je pri meni velik plus, če nekaj res diši, pač zdaj bi jo samo vohala, ker mi res ful diši. Sicer sem čutila tako, da me je malo tu peklo, usnice so me malo tu zgoraj pekle, malo sem čutila take pekoče sensations na mojem obrazu. Zdaj ne vem, če je to point maske, ali se to ne bi smelo zgoditi, ali pač meni kaj v maski ne paše. Ni bilo zdaj ono preveč, zdaj me nič peče, ko sem si vzela dol, pa sem si umila, vse v redu. Obraz imam ful mehki, občutek je ful fine. Teda ja. Gremo v... Au! Sravnala sem si lase. In zdaj gremo v make-up look. To je primer, ki je od Latik, se mi zdi, da se ne vem, kako se reče. Malo mi ga bo zmanjkalo. Trenutno bi si prvi rada kupila primer od The Ordinary in pa njihov moisturizer, ker pač sta ful v redu. Pam. Ne vem, če sem to že rekla, ampak se mi zdi, da ko se mažem na kameri, se mažem ful drugače in pa ful bolj čudno. Translucent powder od Essence. To zdaj v bistvu jaz uporabljam že odkar uporabljam make-up, torej odkar sem se začela concealer davati pod okami in ne vem, to mi je ful v redu. Od, mislim da Makeup Revolution, nisem čisto ziher, čakaj. Ja, Ultra Bronze. To se mi zdi, da je malo pretopl, samo pač nimam drugega. Komaj čakam, da pride od Makeup Revolution v Slovenijo njihovi novi pač concealeri pa bronzeri, ker pač sem čula ful dobre stvari v njih. Po mojem bo v redu. Bomo vzeli spet od I Heart Makeup
paleto. In vzela bom to zgornjo barvo za bolj base, kaj drugo. In ja, če se sprašujete, jaz ko zbrala ančovič. Ker dalje od tega še nisem prišla. Danes gre kastrolice, tako da... Danes gre kastrolice, tako da ne mora biti, mislim, lahko sam pač nočem biti filmovatem. Tako da bomo malo manj se namazali in filmovali. Zdaj šla v to bolj piči barvo, pa se meni zdi, da je to bolj piči barvo. Oranžkasto piči, kakorkoli. Vedno, ko si delam make-up, tako težko zraven govorim in kar nekaj namram sama pri sebi. To bo taki everyday make-up look. Dodam še bleščičke. No, zdaj pa gremo še na obrvi. Se kar dobro nanese. To jaz vedno upravljam vsake toliko časa. Imam doma pa že, to imamo mi doma, mislim, da že ne vem. Pač jaz tega nisem kupila. Mislim, da imam jaz to doma že, bi rekla, 7 let. Pač tam nekje. A še pa druge si tira v brvi. No. Potem pa še uporabim to, kaj ste že tako videli, to je tudi od Essence. To da so mi tudi kar uredili, ker pač niso pretople barve, tako da ja. Če si pač ti odjavila se, da ti vlečejo tako na črno, ful ni fajn, da imaš tak obrvi, ki ti vlečejo na rdečkasto spreda. Tako da ja. Tudi to je od Makeup Revolution in je Blush Palette Hot Spice. Ki je takole. Jaz mislim, da uporabljam ponavadi te dve barvi. Za na konec, še pred trepalnicami, uporabim še moj najljubši, kar ljubših, highlighterov, ki je od Makeup Revolution in je Strobe Highlighter. In ga nanesem. Polnosiku. I'm in love with the cocoa. Ok, in zdaj damo še trepalnice, ki so najpomembnejši del looka. Če mene vprašaš, so trepalnice najbolj pomembne, zaradi tega, ker izgledaš 1000krat boljše, ko jih imaš namazane ali kaj tega. Ful sem začela razmišljati spet o podaljških, da bi si dala trepalnice podaljšati. Torej, umetnih trepalnicah. Ampak pač ne vem, ker jaz sem jih imela 2krat do zdaj. In so se mi zdeli malo preveč tak trde trepalnice. Kar me je ful motilo, zaradi tega, ker pač jaz sem hotela, da izgledajo čim bolj naravno, ne pa kot da imam pač plastiko na njih. Teda ja, in zdaj pač ful iščem novo za trepalnice, ker pač dostikrat vidim, da ima kdo, pa pač dosti ljudi tudi poznam, ki imajo, ampak imajo eni tak preč plastične, kar mene ful moti. Teda ja, to je ena stvar, druga stvar pa je potem privihanje trepalnic, na kar sem tudi šla in je bilo ful fajn, edino proces ni bil najbolj fajn. Ful me je peklo, pač prvo sem imela neko alergijsko reakcijo, ker me je ful peklo, ful me je srbelo res, tiste je bilo res grozno, pač res je bilo, kar hudo. Pač oke so se mi solzile,
grozno je bilo, pač tako kot je mene srbelo pa peklo, jaz mislim, da bom umrla, ne, hecam se, ampak pač bilo je ful grozno. Potem je bilo končno fertik, ampak pač potem je bilo res ful lepo, pa tudi vidim, kako ima ene lepe trepalnice, ko si grejo to skozi delati in potem so res ful lepe in ful dolge. To je še ena stvar, ki bi jaz šla, ker jaz imam naravno kar dolge trepalnice in se mi včasih zdi, da če bi jaz to dejansko delala, bi po na koncu izgledalo boljše, če bi jaz imela svoje trepalnice pač privihane, ker imam tudi kar goste in se mi zdi, da bi bilo lepo in da ne bi rabila za to imeti umetnih. Zdaj pač ne vem. Visto, kaj bo cenovno boljše. Ne vem. Ok, to je v bistvu to. To je moj make-up look. To je v bistvu everyday make-up look, ki ga lahko imate bilo kam, kdarkoli, kadarkoli, ker jaz sem zdaj k zdravniku, pa zgleda čist ok, ker imam malo na okah za dela, za bilo kaj, tako da ja, to je moj everyday make-up tutorial, kljub temu, da ga na vsak dan tak nosim, ampak pač